Marjaščeva pot je pot, ki veže 33 vrhov v vzhodnem delu ljubljanske občine. Mi rečemo po domače kar Ljubljanska Himalaja, ker je to najvišji konec. Tudi tukaj je najvišji vrh Janški hrib, kjer se tudi nahajava trenutno, zraven planinskega doma na Jančah. No in ta pot je dolga približno slabih 80 km in ima 3700 metrov višinske razlike. Kako je padla ideja, da ste jo vzpostavili z vašimi učenci na šoli? Ja, bilo je korona, v času korone smo se odločili, da bi malo popularizirali te vrhove okolici šole, v šolskem okolišu. In potem sem jaz izbral 33 vrhov, ki so se mi zdeli vredni obiska. Označili smo jih s tablicami, take lične tablice. Potem kasneje smo se odločili in smo še te vrhove povezali na vezno pot in jo poimenovali Marjaščeva pot. Zakaj Marjaščeva? Zakaj Marjaščeva? Če boste šli, boste sigurno na tej poti kakšnega merjasca ali pa divjo svinjo videli. Nekaterim je všeč, da je taka samota tukaj. Tukaj ne boste srečali toliko ljudi, kot na Šmarni gori, ki je gneča. Tukaj je bolj samotno. Kakšne zanimivosti take, da bi zelo razgledno, recimo ta zadnji del poti je sploh zelo razgleden. Drugače takih večjih zanimivosti ni. Mogoče ena stvar, ki je pa skrita, je pa en bunker, Mačkova jama, rečejo, ki je pod Vodicami, pa pod Cirjem, ampak to ne bojo ljudje, ki gredo mimo po poti, ne bojo vedeli, kje to je točno. Poti na Janški vrh je kar precej, ne samo poti planinske dele Slovenije, ampak tudi druge, recimo Borovničeva pot in podobno. Meni osebno je najbolj všeč pot iz Gostince, to je iz severnega dela, po severni strani gor, ena dolina, pa ki je malo bolj divja, malo bolj skrita, vendar pot ni markirana, ampak je pol lepo vidna. Sem kar vesel, da je tako zanimanje, zdaj lahko rečem, da skoraj šestina vseh učencev na šoli hodi v gorniški krožek, ker je že kar malo preveč včasih, tako da imamo avtobus ali dva otrok, ki jih peljemo vsak mesec na neko lokacijo, na neko turo. Predvsem moramo vedeti, koliko stari otroke. Tisti na nižji stopnji, nekje do 10. leta starosti, so zelo veseli, če hodijo v spremstvu staršev, pa starši jih pokažejo kakšne slapove ali karkoli takega. Tisti še mlajši so bolj navdušeni, tudi če jim med tem, ko hodijo, poveš kakšno pravljico o kekcu, pa kako je kekec tukaj hodil, pa tako naprej. Ampak to so res oni pa 6 let stari, pa tako naprej. Čim so otroci malo starejši, tam nekje od 11 let naprej, pa niti ne želijo staršev med zraven, ampak želijo med svoje vrstnike, da se med vrstniki dobro počutijo in potem hodijo. Mogoče je napaka, ker nekateri starši želijo otroke pred 12-13 s sabo v hribe voditi, otroci pa tega ne želijo. Najprej se mora začeti z nižjimi hribi, pač dobiti nekaj informacije o tem, kaj je to varna hoja v gore, v hribe. Ta znanja lahko dobimo iz kakšne literature, lahko iz preko video, karkoli. Lahko tudi se udeležijo kakšnih tečajev. Vem, da tudi imamo pri nas na društvu planinskem imamo kakšne tečaje za hoje v gore. In to je to. Zdaj, vsak po svoje, kakšni bojo riskirali čas in denar in bojo se prijavili tečaj, kakšni bojo kupili knjigo, se bojo sami učili. Ena izmed teh knjig sem avtor tudi jaz, tako da imenuje se pa Osnove planinstva. Ja, na Triglav sploh ne, saj sem rekel, najprej postopno, najprej kakšne lažje hribe, pa da testiramo, koliko imamo kondicije, koliko smo zmožni. Zelo veliko je pretiravanj, kjer ljudje mislijo, da bodo zmogli, potem pa se na koncu štejejo. Tako da res dobra priprava je
pol uspeha, kot pravijo. Veliko se tudi v tem dnem debatira visoki gležnarji, oziroma gojzarji, nizki pohodni čevlji. Jaz imam oboje, odvisno od ture tudi, ampak res za zadnje leta imamo kar nizke čevlje. Odvisno tudi od terena, kako po kakšno hodimo. Govorimo za letne razmere, v zimskih pač niso primerne nizke. Za dober užitek je tudi dobro, da imaš dobro vreme, tako vsaj primeren vreme. Normalno, da ne bomo, če vidimo, da je napoved nevarnost kakšnih strel pa nevihta, da bomo potem rinili nekam gor. Tako da vseeno moramo vedeti, kaj si obeta od vremena in kako potem tudi ravnati, če se nas tako stvar ujame. Slovenci še vedno precej varčujemo in nosimo s sabo vse sorte, tudi če je koča na poti. Mogoče bi vseeno tukaj apelirali, da se gre v kočo, pa se tudi tam kaj recimo poje. Čeprav je mogoče malo dražje, kot pa tisto, kar bi mogli s sabo nositi, ampak splošno s tem tudi podpiramo dejavnost društev, ki delujejo v gorah, da ne bo potem tak problem, ko se dogaja, da nekatere koče so že nerentabilne in jih hočejo prodati.